Drage moje gledalke in gledalci, malo za šalo, malo pa tudi za res, vam zaupam, da je danes z menoj v studiu moja nova pomočnica, Zlata ribica. Tako, simbolično sem si jo zaželela. Tiha je, zlata je in nikoli nas ne bo motila. Prisotnost živali je vedno dobrodejna, prizemlji nas in oplemeniti z globoko ljubeznijo do vsega živega. Pogled nanjo nas umiri in dotakne se nas vedenje, a ne, da nismo vsemogočni in edini na svetu. Zlata ribica tudi simbolično uresničuje želje, zato ji bom zašepetala in šepetala vedno svoje želje, da nas obiščejo gostje in ljudje, s katerimi si želim pogovora. Če odrasel človek verjame v pravljice, je vedno videti malo smešen, a ne? A modrost pravljice se skriva v besedi odrasel, ker je treba s pravljico tudi odrasti in s seboj v življenje vzeti samo njen osnovni naboj, vero, da je vse, skoraj vse, mogoče. Brez te vere človek v življenju ne more napredovati. Odrasti s pravljico v srcu pomeni, da spreminjaš sebe in svet, kjer lahko. To je tvoja dolžnost. Odraslost in zrelost pa tudi pomeni, da spoznaš trenutek, ko pravljica nima več moči, ko je treba kakšno stvar sprejeti z vso modrostjo, znanjem in notranjim mirom. To so najpomembnejši trenutki našega življenja. Tako se v tem blodnjaku modrosti, zapriseženih resnic, tudi kdaj pa kdaj izgubimo in je težko videti obliko gozda in potem ostajamo samo na površju teorije. Zato vas vabim, da se premaknemo globje. Moja nocojšnja gostja se ukvarja z najpomembnejšimi vprašanji življenja in smrti. Dr. Tina Prodnik, molekularna biologinja, zdravnica naravne integrativne medicine, raziskuje skrivnosti dolgoživosti in naše naravne telesne moči, da se zdravimo sami, da ostanemo zdravi. Ne v teoriji, temveč v praksi. Dragi moji, dobrodošla, Tina Prodnik! Pozdravljena! Živjo! Živjo! Živjo srce, sedi, izvoli! Tina, midve se poznava že dolgo in jaz se ti bom pred celo Slovenijo zahvalila za vse dobrega, kar si me naučila in naredila zame. Seveda se pa tvoje delo tudi vidi na naju dveh. Sva živi, ne? Dolgo. In še dolgo bova živi. In še dolgo bova živi. Jaz imam, se vidiš, tole knjigo, Živimo dlje od dr. Petra Atije. Midve sva to na temo te knjige že debatirali, vidiš, jaz sem se čisto pripravila. Gre za to, da govorimo o dolgoživosti, ne? In vsakokrat, ko rečemo dolgoživost, veliko ali pa večina ljudi misli, da se mi zdaj borimo za neke kozmetične popravke, da bomo dolgoživi v smislu lepi in ne vem kaj še vse. Gre pa v bistvu za popolnoma nekaj drugega. Gre za novo vejo medicine, ki je v bistvu tudi logična posledica tega, ker nasplošno živimo dlje. A ne? Kaj je torej dolgoživost? Ja, kadar govorimo, lepo si rekla, da se ne borimo proti nečemu, ne? In tudi se ne borimo proti staranju, ne? Ker vsi seveda leta tečejo, ampak kakšna je ta starost? Ali je vitalna, ali imamo polno energije? In to je tudi ta vitalna dolgoživost, pomeni, da smo čim dalj zdravi, vitalni,
da smo brez kroničnih obolenj oziroma da se pojavijo čim kasneje. In prav v bistvu kronična obolenja so nekako, to se pravi preventiva pred kroničnimi obolenji, je nekako tista prava preventiva za dolgoživost, za lepoto. In kot si rekla, ne gledamo zunanjost, ampak zunanjost pride od notranjosti navzven, kadar imamo nizko vnetje, kadar smo telesno, fizično aktivni, imamo dobro prekrvavitev, dovolj hranil, smo v bistvu tudi bolj zdravi, vitalni in sijoči na koncu koncev. Zdaj je to tako, ne? Mislim, jaz od nekdaj poudarjam pomembnost preventive. Ne? In se pravi, v tej knjigi govorimo o teh, mislim, debatira ta zdravnik o teh 4-5 stebrih kroničnih oziroma teh vzrokov, ki nas pripeljajo do težke, neprijetne starosti, ki se je vsi bojimo. Ne? Ampak danes, draga moja, jaz sem pred kratkim gledala na televiziji tudi hudo razpravo, post ja ali ne, zdravniki zagovarjajo to, alternativa zagovarja to. Mislim, ljudje smo lahko zmedeni, ker na eni strani gre za klasično medicino, v tej knjigi Peter govori o medicini 3.0, pa hkrati gre za polje alternative, kjer pravzaprav ne delujejo strokovnjaki. Mislim, kako se mi naj zdaj v tem gozdu znajdemo, kaj je drevo, kaj je bukev, kaj je smreka. No? Ja, kaj ti misliš? Ja, v bistvu moramo prvo razumeti tudi koncepte, kaj je alternativa. Ne? Jaz pravim, da tukaj je najboljšo integrativno, to se pravi, vključimo iz vsakega elementa tisto, kar podpira našo zdravje. Ne izključujemo klasične medicine, ne izključujemo določenih integrativnih tehnik. Jaz še vedno, ker prihajam iz znanstvenega ozadja, vedno imam rada vseeno neke študije, da so v zadaj, kjerkoli. Ko si omenila poste, tukaj je ogromno študij narejenih glede na zdravje in podaljšanje življenja. V bistvu post je eden od edinih, ki je dokazano lahko podaljša življenje. Seveda je pa odvisno, kako ga naredimo, ker ima lahko seveda absolutno tudi posledice. Zdaj, kako koga poslušati, je pač izobraževanje. Poglejmo, kdo ima določeno, znanja in tako dalje, ampak v vsakem primeru je pa integracija, ne izključujemo ničesar. Ja, ampak veš, zdaj smo ostali na nivoju teorije. Naprimer, jaz ne vem nič, in zdaj grem naprimer na splet oziroma gledam tako in mi je pač všeč ena gospa, ki govori o hormonih in iščem sicer njeno izobrazbo, je nima, se pravi, ampak piše knjige naprimer ali pa zdaj res improviziram. Kako naj zdaj jaz vem, a jaz njej ne zaupam ali ne? Jaz naprimer vem, kaj naredim, Jaz pogledam, ali ona vsebuje, če naprimer govoriva o hormonih. Jaz hormonov nikoli ne bi šla jemati na pamet, Kaj ti misliš, kako bi pa ti? Jaz bi šla, mislim, k tistemu, ki bi me najprej poslal na pregled, kako jaz s temi hormoni stojim, ali kako? Ja, hormoni so kar moja strast, in sem jih kar dolgo tudi študirala v narekovajih. V bistvu za hormone je tako, absolutno je potreben pregled, fizičen, moramo dobro poznati znake pomanjkanja različnih hormonov, ne samo 3 ali 4, kako se kažejo. In na koncu pogledamo rezultate krvne slike. Seveda tukaj imamo lahko krvno sliko, imamo lahko ta suhi urinski test, kjer vidimo tudi metabolite. Idealno bi bilo vse, lahko so tudi hormoni iz sline, določeni določeni ne. Jaz sem delala naprimer za kortizol, to iz sline. Za kortizol je najboljše iz sline, 24 ur, ker vemo, da zjutraj je visok in potem mora padati in gledamo krivuljo. Tako da tudi ko si omenila, komu zaupati. Ja, pogledati je treba ozadje, pogledati je potrebno izobraževanje, pogledati je treba, seveda je energija tudi pomembna, ampak ja, je potreben celosten prestop na koncu koncev. Ker na koncu koncev tudi potem verjetno, po tem znaku, da jaz vem, da si naprimer ženske mažejo razne hormonske kreme, kar na pamet. Ne, to se absolutno ne sme delati in je potrebno videti krvno sliko, je potrebno razumeti, kako hormoni delujejo. To je kot en orkester plesa
in če bomo samo eno stvar spodbujali, nam bo drugje se pokazala, ne. Kot vemo, ne, tudi estrogen ali pa progesteron ali pa testosteron, lahko gre v estrogen, ne. To so metaboliti, ko pleše ena. Človeško telo je izjemno in uravnava izjemno tudi vse te hormone. Ampak kadar govorimo o hormonih, da se mogoče obrnemo malo nazaj, ne, jaz še vseeno verjamem, začnemo z enim zelo, zelo pomembnim hormonom in to ni estrogen ali pa testosteron, ampak je inzulin. Uravnavanje krvnega sladkorja, ker to pripelje do tisto inzulinsko rezistenco in lahko pripelje do prediabetesa, kroničnih obolenj, srčno-žilnih obolenj, različnih demenc, poškodbe žil in tako dalje. In v bistvu tukaj začnemo, potem so stresni hormoni, ker seveda zgoraj inzulin vpliva na stresne hormone, ne? Na naš kortizol oziroma kako plešemo mi s stresom in tudi če imamo povišan krvni sladkor, to povečuje kortizol, zmanjšuje testosteron, vpliva na druge hormone. Na to smo na ščitnici, vse to bo vplivalo na ščitnico, kako deluje naša ščitnica. In ko začnemo to uravnavati, se tudi drugi hormoni, spolni hormoni začnejo uravnavati. Seveda je še zgodba malo širša, ampak ne, vedno niso samo spolni hormoni tisti, ki so pomembni, kadar gledamo za zdravje pri preventivi, ki je absolutno to ta prava tista anti-aging, čeprav mi smo rekli, ne gremo na anti-aging, ampak da dosežemo tisto vitalno dolgoživost. To se pravi, tako se mi nekako zdi, da smo v tem trenutku na neki zgodovinski točki, kjer ljudje počasi začenjamo razumevati, da zdravniki, se pravi bela halja, ni več, prideš tja, lejte, jaz sem bolan, dajte mi tableto in bom zdrav, se pravi, ni več vse v njegovih rokah, hkrati pa tudi ne more biti vse v naših rokah, a ne? Ja, na koncu koncev je odgovornost na nas samih, kako živimo, kako delujemo, kako govorimo, kaj delamo za svoje zdravje, je absolutno v naših rokah. Seveda ne moramo dati odgovornost na drugega, ne. Je pa zelo dobro, da razumemo, zakaj se določene stvari pojavljajo, ne. Tudi nismo sami krivi, kako smo bili programirani skozi našo zgodovino ali pa zadnjih 50 let, 10, 20 let, recimo, ko je sladkorja vse povsod, ker smo kot otroci bili nagrajeni za sladkorjem. In tukaj prihajajo odvisnosti, od tega prihaja potem tudi kronična obolenja, ne? In to so bila praznovanja in so še praznovanja. In vemo, da lahko praznujemo tudi na zdrav način in zelo okusen in lahko se drugače naredi, ampak tukaj nekako nismo sami krivi, ampak kadar razumemo, zakaj se to dogaja, zakaj odvisnost, kaj se dogaja v naših možganih, kaj se dogaja s frontalnim korteksom, dopaminom, zakaj to prihaja in to ni lahko presekati, ampak z voljo, željo in da imamo cilj in da se postavimo, kaj si želim in zakaj to počnem. Ta zakaj je zelo pomemben, dolgoročen in kratkoročen. In spremembe se začnejo hitro dogajati. Tudi v 2-3 tednih lahko začutimo spremembe, recimo, če gremo v kakšno akcijo regeneracije telesa. To si zelo dobro rekla, razumeti je treba, zakaj gre. Seveda, mi laiki težko razumemo, ne? Razumemo lahko, da smo celostni, se pravi, da ne moremo, če popravimo samo en kamenček, da bo sicer sprožil neke procese, ampak da to ni dovolj, da je treba gledati na to holistično. Zdaj bom ta trenutek presekala to debato, bova ostale tukaj. A je bil to mogoče vzrok, zakaj si se ti sploh začela s tem ukvarjati? S hormoni, z drugačnim pogledom na medicino, oziroma zakaj si začela raziskovati ti osebno? Ja, jaz osebno, v bistvu, meni je že bilo malo v zibelko položena ta želja, v bistvu prvo stik z naravo, opazovanje narave, ne, in potem tudi želja razumeti, kako človeško telo deluje, ne. Zato je bila prva moja šola, tudi zdravstvena šola, druga za mene ni obstajala. In v bistvu že takrat sem jaz razmišljala, že v srednji šoli, zakaj ljudje počnejo, zakaj imajo določene navade, ki jim v bistvu skrajšujejo življenje, skrajšujejo kvaliteto življenja, ne?
In potem seveda smo imeli v družini, moja babica je zbolela za sladkorno boleznijo, seveda so bile tukaj tudi posledice, kot so bolečine, problem z vidom, srčni infarkti, kasneje tudi malo demence in jaz sem ta proces videla. In jaz sem že takrat začela raziskovati, ampak to je že kar nekaj časa nazaj, še ni bilo takšnega znanja, kot ga imamo sedaj. In jaz sem takrat rekla, jaz bom vse naredila, da bi to preprečila, ne. Ja, potem je tudi moj oče zbolel za rakom, moja mama je umrla, ne, tudi za rakom v 14 dneh. In jaz vem pri moji mami, ko sem jaz to videla, ker ji nisem mogla pomagati, ne, in sem rekla, takrat pa bom vse naredila, da če že njej nisem mogla, da lahko vsaj komu drugemu. In v bistvu takrat od moje stare mame in ko sem seveda se preselila v Švico in tudi s prvim otrokom nekako je prišla tista želja nazaj po naravni medicini, integrativni medicini. In seveda, ko imaš 3 otroke in si sam, ne, večino časa in ne spiš, ne, tudi veliko let ne spiš dovolj dobro, včasih desetletje, si izčrpan. In v bistvu sem se parkrat mogla ujeti, da nisem izgorela dobesedno in sem začela še bolj v hormone, kako deluje. In potem greš in sprašuješ in na vsaki strani dobiš drugačen odgovor. In sem rekla, ne, to moram jaz razumeti. Zato je bila ta moja strast za dodajanje znanja o hormonih, ki sem jih nabirala povsod, kaj obstaja dobrega v svetu. In ja, je zelo, zelo kompleksna zgodba in včasih smo malo preveč površni, kar se tiče hormonov. In je potrebno resnično razumeti, kako delujejo in potem si lahko tudi podpora, seveda življenjski stil je prva stvar, ne, ko leta tečejo, ko pridemo proti 40, proti 50, tam je izredna razlika, kaj mi delamo, ne. Tam v bistvu mi zbiramo svoj kredit za... Ja, kredit v 40-ih, če začnemo drugače se prehranjevati, več gibati. Gibanje je ena največjih, ko bi rekli, hackov, ne, tudi za dolgoživost, ne. Ker mišična moč z leti tako upada. Ja, mišična moč z leti upada. In sarkopenija pri starejših, ne, je izredno problematična in moramo vedeti, da so mišice metabolna naša rezerva. Hkrati... Kaj to pomeni metabolna, ne? Ja. Kaj? Ja. Metabolna je naš metabolizem. Kako mi metaboliziramo sladkorje, maščobe, presnavljamo, tako. Presnavljamo maščobe, sladkorje, ne. Če imamo mi več mišične mase, seveda bo naš krvni sladkor tudi nižji, ne. Hkrati se delajo določeni hormoni, citokini, miokini, ki sporočajo našim možganom, kako boljšo prekrvitev, boljši spomin, ne, lahko imamo zaradi gibanja, zaradi mišične mase. Seveda tudi moramo poskrbeti za srčno-žilni sistem, ne. Kakšen je naša ta maksimalna kapaciteta kisika, ki ga lahko absorbiramo. Tudi to je pomembno. Tako da vključujemo, ne, izredno pomembno za mišično moč, tudi aerobne treninge. In ti to vse delaš. Veš, kako se jaz tebe spomnim? Se spomniš, ti si mene poklicala za en dogodek na moji kmetiji, ker te je fascinirala ta, da pridelujem svoje pridelke in tako. In si rekla, če lahko pripelješ svoje dekleta, svoje ženske, s katerimi si takrat preko socialnih omrežij delala. In se spomniš, pa sva 2 uri skoraj debatirali po telefonu, kjer sva pa šli celo na kvantno fiziko. In jaz sem si takrat rekla, da začutila sem tvojo strast do tega poslanstva, ne. Ti živiš za to, ne? Ja, jaz živim za to. To je moje poslanstvo, to moja duša želi, da počnemo v življenju. In v bistvu me je tako lepo, ko gledamo nazaj, ne, če vsak pogleda za nazaj, vidimo, ne, kako se vse nekako odvija z namenom. In ko sem jaz začela se izobraževati, jaz se nisem izobraževala z namenom, da bom jaz kdaj o tem govorila, pisala, učila, ampak jaz sem želela razumeti. In to je, ko prideš v tisto stopnjo, zato je zelo pomembno, kako mi mislimo in kaj delamo v življenju, da delamo tisto, kaj imamo strast, kaj nas veseli, ne, in potem gre lahkotno. Atija pravi,
tudi to je 5. steber zdravja. Ne? Absolutno. Telesna aktivnost, hrana in to, kako in kaj mislimo. A ne? Ja. To so... Izredno pomembno, da gledamo holistično, celostno na človeka. Jaz vedno pravim, da pravo zdravje je takrat, kadar resnično gledamo holistično, to se pravi fizično, mentalno, emocionalno, energijsko, tudi duhovno, in ko je vse to uravnano v nekakšnem stebru, in takrat je resnično živimo tisti svoj največji potencial, ki ga imamo, ne, s katerim smo prišli na svet. No, in v tej strasti se jaz tebi približujem, zaradi tega, ker jaz tudi gledam ves čas, zakaj se starosti tako bojimo, zakaj jo vidimo tako grozno. Vidim, starejši ljudi težko hodijo, so otečeni, več ali manj vsi slabo vidijo, oziroma ali rak, ali demenca zdaj zadnje čase, ali sladkorna. Mislim, in se vedno, od nekdaj, ne zdaj, ko tudi jaz lezem v leta, sprašujem, a to res potrebno, a je nujno potrebno biti bolan, nemočen in star? Ja, seveda ni nujno potrebno, ne? Seveda pride degeneracije, staramo se, absolutno, včasih tudi ne vemo, kaj nosimo v sebi, vemo, da je okolje izredno obremenjeno, prehrana, kot smo se vse pogovarjali, je obremenjena in vse, voda, zrak, ne moramo se izogniti temu, zato je še toliko bolj pomembno, da smo zavestni, kaj delamo v življenju, kakšno hrano izbiramo, ne? In vse to nekako aktivira naše gene proti zdravju ali dolgoživosti ali proti bolezni. Prav tako naše misli, ki smo prej omenili. Ne? In moramo vedeti, zadnjih 50 let življenjska doba se je podaljšala, ampak zdrava življenjska doba se ni podaljšala. Ne? Če mi mislimo, so se pojavile te kronične bolezni. Sej so bile tudi prej kronična obolenja, ampak verjetno so tudi ljudje prej umirali in tako dalje. Ne? Seveda, če gremo veliko časa bolj nazaj, je tega bilo manj, ampak zdaj pa sigurno so se pojavljale. Ampak problem je točno to, preprečevanje teh kroničnih obolenj. In vemo, da zdravstveni sistem nikakor ne bo vzdržal. In to vejo in se zavedajo tudi v Evropski uniji, verjamem, da tudi pri nas. In je treba nekako več poudarka dati na to preventivo. Verjamem, da imajo dobre preventivne, programe tudi pri nas, ampak verjetno mogoče bi lahko, da bi mogoče malo bolje delovali, ne? In to je absolutno pomembno in tudi Evropska unija zdaj veliko denarja. Jaz ti bom kar povedala, sem se malo zdaj pozanimala, uradna medicina sicer ve, kaj je to preventiva, ampak v resnici ne dajo kaj dosti. Tudi če večino ljudi, klasičnih zdravnikov vprašaš, se zdaj rahlo spreminja, naprimer, odnos do D-vitamina ali pa, naprimer, do teh postov. Velikokrat sem slišala pa grozne stvari, stare 100-150 let, kot ena dogma, ki se držijo klasični, zdravnikov, za katere pa vem, tudi to sem se pozanimala, oni na študiju medicinske fakultete se nič kaj dosti s tem ne ukvarjajo, to se pravi, ne morejo niti vedeti. Ne moramo to pričakovati. Ne moramo to pričakovati in je tudi prav vedno tako. Ne. Oni imajo svoje delo, imajo 15 minut z bolnikom, imajo protokole, vejo, kaj se naredi, če so takšni in takšni simptomi, se predpiše to pa to, se da takšen pa takšen pregled. In v bistvu znanja tukaj seveda ni, ne? Je pa drugo znanje, ki je tudi zelo pomembno. Ampak preventiva se mora nekako inkorporirati z drugimi znanji. Ne? To se pravi o prehrani, o gibanju, z novejšimi znanji, ki so pokazali, ki imamo ogromno študij zadaj, ne? Kako lahko vplivamo na določena obolenja. Ampak tukaj tudi vlada velika zmeda. Jaz včasih na televiziji, na kakem programu, sedi tam in razlaga mleko, mlečni izdelki. Drug dan sedi en, ki reče, ne mleko, ne to, ne uno. To je kar zmeda, a veš, jaz bi pričakovala, seveda, nova medicina 3.0 šele prihaja, ne? Da bi zdravniki se tudi lahko, se pravi,
posvetili temu, da bi, ali pa če naprimer se ne spoznajo na D-vitamin ali pa na vse te stvari, naprimer, da bi kar rekli, na to se pa ne spoznamo, obrnite se tja, pa bi se en spoznal, ne, na to, ali kako? Verjetno to tudi kdo reče, ne, ampak absolutno, ne, ta tim preventive, ne, oziroma zdravja, ne, ki nam pomaga, je seveda potrebno razširiti, ne. In jaz mislim, da bi bilo prav, da bi bil tudi nekako brezplačen za ljudi, da se jih motivira, oziroma da se jih nagrajuje za gibanje, za prehrano, da vsi nekako pazimo, da je tudi hrana zdrava, ki je vibrantna, tudi bolj dostopna na nek način. Ampak v vsakem primeru, ne, denar je energija, vemo, ne, in kamer mi dajemo energijo, tisto raste. Zdaj, če bomo vsi mi, ne, odgovorni in bomo kupovali pri tistih, ne, tudi pri kmetih, pri ekoloških, ne, biodinamičnih in tako naprej, kmetijah, ekološke izdelke, bo to raslo in hkrati bo cena padala, ker bo povpraševanje večje. Isto v trgovini, ne, zdaj vidimo, kaj imamo, ne, zaradi tega, ker to kupujemo. Če ne bomo več kupovali, se bojo vsi prilagodili. Tako da začnemo vedno pri nas na koncu koncev, ne, in potem, da imamo pomoč, ker ne moramo imeti vsega tega znanja, ne, da se nekako ovrednoti in da se integrira vse skupaj kot tim, ker cilj je isti. Ne, cilj zdravnikov, klasičnih, integrativnih, kakorkoli, je v bistvu pomagati ljudem do boljše starosti, do boljšega zdravja, do bolj srečnega življenja. In na koncu, ko imamo ta pravi tim, in kadar dobro sodelujemo in razumemo, se začne kolo obračati in pridemo v drugo smer. Mislim, v tej knjigi je tudi zelo mi všeč tudi to, kako bi rekla, ta pogled na zdravje, ki ga imaš tudi ti, se pravi, da nisi, da ne spreminjaš, se pravi, samo takšna hrana je prava, samo takšna dieta je prava, samo takšna telovadba je prava, kar naenkrat se mi gremo ljudje med sabo spet nekih verskih vojn, kaj je prav, ne? A ni tako? Ja, moramo ven iz teh dogem, ne, in nečesa, kaj je prav, ker je to že tako kot eno politično okolje, ne. In v bistvu ne vemo, ne, da prehrana tista, ki je lokalna. Vemo, da različne barve, fitonutrienti imajo svoje funkcije v našem telesu. In kadar inkorporiramo to, pa lahko gremo bolj proti veganstvu, bolj proti meso, ne, in kakorkoli, ampak kadar inkorporiramo več zelenjave, več ekoloških izdelkov, kadar pazimo, kako pripravljamo to hrano, kadar pazimo, kakšna posodo uporabljamo, da se izognemo določenim strupom, ne, težkim kovinam in tako dalje, v bistvu že gremo proti bolj zdravemu življenju. In za vsako obdobje mogoče ne bo ista prehrana seveda dobrodošla, recimo podporna, ne, ampak vsi nekako, kako jaz iz svojih izkušenj in kakor gledam študije, je ogromno zelenjave, različnih barv, sadje z nižjim glikemičnim indeksom, to se pravi, ki ni tako sladko, in prehrana, ki ne dviguje preveč krvnega sladkorja. Zdaj pa to spet različno in jaz tukaj predlagam, izmerite si pred in po obroku, zjutraj, ne, da vidite, kako deluje hrana nate. Nauči se, da vidiš, kako deluje hrana nate. In včasih naše telo ima izjemno inteligenco, ampak včasih ga je potrebno uglasiti. Zaradi vseh teh strupov, zaradi nepodporne prehrane se nekako naš imunski sistem in vse ne odziva dovolj dobro in nam ne pove. Tudi če recimo bomo rekla, jaz zdajle rabim sladkor, nujno rabim, ja, mogoče tvoja kandida v črevesju želi sladkor in komunicira z možgani, ne. Tako da v bistvu uglasimo telo, recimo si vzamemo 2-3 tedne, naredimo izločevalno dieto, malo razstrupimo, izločimo vse toksine iz našega okolja, podpremo naša jetra in takrat se bo pokazalo, ne. Po 3 tednih, jaz sem videla, po 3 tednih se že pokaže. Počasi uvajamo nazaj. Ja, jaz sem bila enkrat ti, zdaj imaš večkrat razpišeš te, se pravi,
neka časovna obdobja, kjer se dela ciljano na ali razstrupitvi. No, zadnjič sem pa slišala ravno na televiziji razstrupitev, to ni nič, naprimer, ne? Ja, zdaj tako, Zdaj spet tega ne razumemo, ne? Kaj Ja, bi to ne razumemo, ne? Ja, se gremo razstrupljati. Ja. To je res taki mali kliše, ne? Ja. Ampak telo se razstruplja samo non-stop, če ne bi bili tukaj. Ja. Jetra opravljajo čudovito funkcijo pri biotransformaciji toksinov. Absolutno. Imajo pa še 500 drugih funkcij, več kot 500 drugih funkcij pri presnovi, pri hormonih in tako dalje. In v bistvu smo preobremenjeni, kot sva rekla, naši toksini, prehrana, alkohol, okolje. Vse skupaj resnično so preobremenjena jetra in se to tudi kaže z določenimi zdravstvenimi izzivi. Ja, ali je preveč, recimo, ali imamo to meglene misli, da ne moramo razmišljati, ali so kakšni encemi, ali smo utrujeni, ne. Seveda so še drugi znaki in v bistvu pomoč, jaz pravim, da je bolj pomoč telesu, da se razbremeni in da se jetra obnavljajo, ker imajo izredno sposobnost obnavljanja. Jetra se lahko obnavljajo? Izredno sposobnost obnavljanja imajo, če jim damo priložnost. Ker ko smo zasičeni, kadar preveč delamo, kadar se jetra poškoduje, kadar ni dovolj hranil za jetra. Jetra imajo 2 faze razstrupljanja. Prva faza in druga faza. Pri prvi fazi nastanejo bolj aktivne spojine, ki lahko jetra poškodujejo. Če nimamo dovolj hranil, da se aktivira dobro druga faza razstrupljanja in seveda potem tretja faza razstrupljanja, ki je izločanje iz telesa, se lahko jetra poškodujejo. Ne? Tako da tudi pri vodnem postu, ko si prej omenila, ne, kaj se lahko zgodi? Se bolj aktivira prva faza in takrat začnemo še mogoče malo hujšati, ne, se aktivirajo naš ketonski metabolizem oziroma se ketoni, uporabljamo našo maščobo. In kaj je v maščobi? Telo shrani toksine v maščobe, seveda tudi v kosti in organe in tako dalje, ampak zelo rado shrani težke kovine recimo in določene toksine v maščobe. In ko mi hujšamo, se to začne sproščati in začne krožiti po telesu in dodatno obremenjuje jetra. Zato tudi post, ne, je meni najbolj pri srcu, kaj sem se pred 5 leti naučila, post s hrano, ne, to se pravi točno izračunana hranila, kalorije, 5 dni podpora dodatna jeter in so odlični rezultati. Jaz sem imela zelo krasne rezultate. Ampak, če greva zdaj, se pravi, vrniva se zdaj na izhodišče. Danes civilizacijo, vse nas, se pravi, ogrožajo neka vnetja. Ne? Jaz sploh nisem to, dokler nisem tebe spoznala, vedela, zakaj, jaz se dobro počutim, kje imam pa jaz kakšno vnetje, ne? Ki na koncu vedno pripeljajo do Alzheimerja demence, do raka, do, kaj imamo še, sladkorno, katera še druga, tele, srčno-žilne bolezni. Srčno-žilne bolezni so prve žilne. Ja. Skupni imenovalec teh bolezni je vedno vnetje. Zdaj, nekaj lahko povzroča, nekaj je posledica teh bolezni, ki še povečuje vnetje v telesu. Tudi imunski sistem, ne, to je vključen naš imunski sistem, mora biti lepo uravnan. Ne preveč aktiven, ne premalo aktiven, ne. In kadar pride do poškodbe, vemo, da je največji del imunskega sistema v našem črevesju. In kadar pride do poškodbe v črevesju, pride do povečanega vnetja, se lahko malo predolgo odprti ti tesni stiki v črevesju, v tankem črevesju in pride neprebavljena hrana, neprebavljeni peptidi, proteini se ne razgradijo do aminokislin, lahko v krvni obtok in tako v jetra in tako v limfo. In kaj so to aminokisline, peptidi? Tako sam, a moramo knjigo brati, kam gremo to, da bomo razumeli. Se veš, ti si rekla, da je najbolj pomembno, da razumemo. Ja, ker to, kar sem zdaj rekla, aktivira imunski sistem in aktivira vnetje. Aminokisline sestavljajo naše beljakovine, to se pravi, sestavljajo našo telo,
Ne? To se pravi, karkoli pojemo, mi moramo razgraditi, moramo imeti dovolj kisline v želodcu in potem to razgradimo na določene peptide in na aminokisline in se aminokisline absorbirajo krvni obtok. Aminokisline nimajo samo funkcijo gradnje našega telesa, so esencialne, ne? Recimo imamo esencialne, osnovne, so pomembne za življenje. Aminokisline, maščoba, maščobne kisline, ogljikovi hidrati ne, zaradi tega, ker jih lahko telo samo naredi. Seveda jih dodajamo, ne, v prehrani, je podporno, ampak ne smemo pretiravati, ker današnja prehrana v glavnem sloni na ogljikovih hidratih. Krompirji, riži, škrobna zelenjava, sladkarije, sladkorji, sami ogljikovi hidrati. Pozabimo pa, kako so pomembne aminokisline. Ampak različne aminokisline imajo različne funkcije. Ne? Seveda delajo tudi nevrotransmiterje, hormone in tako dalje. Ogromno funkcij imamo. Ne? Tako da jaz tudi veliko učim o tem, ne? Ampak malo pozabimo, kako so pomembne in kakšne funkcije imajo. Ja. In one potem, se pravi, začne se, si rekla, vse v črevesju, ne? In to vpliva pol na demenco. A je dokazano ali ni dokazano? Da vpliva na demenco vnetje. Namreč, radi bi se dokopali, kaj povzroča raka, kaj povzroča Alzheimerja, ne? Ker samo zdraviti, več faktorjev. Jaz ta trenutek nisem bolna, ampak tudi ne bi rada bila bolna. Več faktorjev je. Ne? Pri demencah imamo več demenc, imamo vaskularne, imamo druge, imamo Alzheimerjevo demenco. Ne? Pri Alzheimerju je znano, da se delajo plaki. Ne? In prav to naj bi bila zaščita proti vnetju telesa. To se pravi, vedno gremo preventivo. Imamo lahko genetsko predispozicijo. Seveda in takrat moramo še biti še bolj pozorni, če vidimo, ne, da so bili starši dementni, starši in tako dalje. Lahko si tudi naredimo naš genotip, da vidimo, če imamo predispozicijo. In takrat moramo še bolj zavestno delovati pri preventivi. Ampak je vse isto. Manjšanje vnetja, protivnetna prehrana, ne, veliko zelenjave, da ni toksin, ker tudi toksini, težke kovine, pesticidi, herbicidi povečujejo vnetje v telesu, poškodujejo naše celice, sladkor poškodujejo naše celice, povečuje vnetje v telesu. Kadar te osnovne stebre pokrijemo, to se pravi gibanje, je eno najbolj pomembnih. Absolutno, gibanje, kako plešemo s stresom, ne, kaj mislimo, s kom se družimo, kaj poslušamo, ne, sem dala kar malo prej zdaj, ne, seveda, kakšna je naša prehrana, vse to v bistvu vključuje preprečevanje vseh teh kroničnih obolenj, ne. In tudi tukaj je zraven ne samo kronično obolenje, ampak tudi različne anksioznosti, različne depresije, uravnavanje hormonov. In da so hormoni uravnani, je izredno pomembno, ne. Kadar govorimo, ko leta tečejo, moramo imeti tudi dovolj hormonov v pravem razmerju. Kadar niso v pravem razmerju, lahko vodijo do določenih izzivov, tudi takšnih, ki se imenuje rak. Še posebej, če imamo genetsko predispozicijo glede tega. In pol dodamo toksine, ki vemo, da so potencialno rakotvorni in smo spet tam. In vedno gremo v osnovah in to lahko vsak med nami vključi v svoje življenje. Se pravi, mi ne rabimo iti k zdravniku, da bi nam preko krvi, da bi opazil, da imamo neko vnetje, ne? Ali kako? Ja, jaz osebno vedno rada merim, ne, čeprav jaz vidim že na telesu, ne, imamo znake, mi smo se tudi vedno učili, merite si to, poglejte, kako tukaj, ste. Če je preveč, vprašalnike, različne vprašalnike zdravja in tudi povečanega vnetja, ne, to je izredno pomembno, ker tako se naučimo, kaj določene stvari kažejo, ne, za kakšno je vnetje. Recimo, če smo utrujeni, če smo malo depresivni, če ne moramo razmišljati, vnetje v možganih takrat. Nekaj smo delali ali nismo dovolj spali, spanje
je izrednega pomembna, da se regeneriramo. Je eden steber, ki ga nisva prej povedali, ampak v bistvu, kadar vključimo to v življenje, se začne izboljšati. Seveda nam lahko neki izvidi malo pokažejo, kje smo in nas mogoče motivira in potem vidimo, kako se spremeni, ne, in smo malo ponosni nase. Tako da ja, ampak tudi pri izvide je potrebno znati brati in vedeti, katere, jaz to poskušam malo naučiti, saj te osnove, ampak ja, je lahko, ampak ni pa nujno. Ker na koncu koncev je vedno isto, koraki so isti. Koraki so vedno isti. Ne? Spanje, gibanje, prehrana, toksini, ne? Vse to v vsakem primeru je podporno. Pa dajva se še zdaj dotakniti, mislim, tlele je zelo veliko iztočnic, ne, kaj je zdaj, ki vem, da ti tudi to raziskuješ, na eni strani imaš ljudi, ki kupujejo vitamine in se pravi, to je zdaj se je prav razmahnila ta industrija nekih prehranskih dodatkov, vsak hvali svojega in mislim, ti se res ne moreš skoraj znajdeti. In mene, na primer, kadar jaz debatiram, dobro, jaz te poznam in ti meni svetuješ in se s tem kar nekaj časa ukvarjam, tako da jaz sem tle dokaj suverena zase, ne. Ampak, če mene, na primer, kdo vpraša ali pa če debatiram z mojo mamo in rečem, lej, najboljše je, da greš pogledati tudi spet svojo krvno sliko, kaj ti sploh manjka. Ne, ker ti ni treba jesti pa kupovati nekih vitaminov kar na pamet. Moja mama, na primer, reče, da to v bistvu nič ne pomaga, ne. Jaz si pa rečem, da pomaga, da imamo, mislim, ti mi zdaj popravi, a je to res, a je to moj predsodek, da je črevesje z leti tudi bolj prepustno, oziroma naš celoten ta prebavni sistem, da naše telo več ne črpa, na primer, iz iste hrane, na primer, ki jo poje mlad človek ali pa jaz, on več dobi od nje, kakor jaz. A je to res ali ne? A je fajn dodajati, a je potrebno dodajati, ali mi lahko brez tega. Ja, nutriceutika je moja strast že 20 let. Jaz izredno se poglabljam te stvari in v bistvu je tako, ne. Seveda, mlad človek bo veliko, tudi otroci bojo veliko več absorbirali, ker raste, ker je spet narava tako naredila. Ko leta tečejo, je problem spet želodec, kislina. Če je dovolj kisline, ponavadi nam jo premankuje, ne moramo prebaviti, ni dovolj encimov, potem se ne sproži in seveda tudi kako je zdrav naše črevesje, našo tanko črevesje, ne, jetra in tako dalje. Absolutno je vse to zelo pomembno. Zato je zelo pomembno, da delamo na zdravju črevesja, naše prebave, rekla smo imunski sistem, da je manj vnetja, da ni prepustno črevesje, ne, to moramo delati na tem, ne, absolutno. Ampak moramo prvo pogledati, hrana ni več ista. Zemlji primanjkuje mineralov, kjerkoli smo. Toksini so notri, kjerkoli. Tudi v ekološki prehrani lahko samo zmanjšamo, ampak še vedno, ne, še vedno je okolje, ne, še vedno je dež in tako dalje, je atmosfera, ne, obremenjena, ne. In zato je izredno pomembno včasih tudi dodajanje, ampak ni potrebno vse popreku. Vemo, da so določeni nutrienti, ne, določena prehranska dopolnila, ki jih je dobro, da jih vsak uživa, recimo, ko leta tečejo. Kateri so te, ne? Ja, to je recimo omega 3, ampak zdaj seveda smo tukaj že zelo naprej, pro-resolving mediators obstajajo iz omega 3, ki še v bistvu bolj učinkovito znižajo vnetje in je v bistvu, kot da bi pojedel 10 določenih engramskih kapsul. Kaj si to rekla v angleščini? Si to nekaj rekla? Ja, pro-resolving mediator. To so mediatorji, ki nekako rešijo to vnetje, ne? In ta je najmočnejši učinek pri omega 3 maščobnih kislinah. In zdaj so jih znajdeli kaj? Ja, že v bistvu jaz sem na anti-aging konferenci sem jaz to prve študije že gledala, prva predavanja in sem bila zelo navdušena in jaz to zelo spremljam, ne, tako da upam, da to pomeni, da, ampak to so naravne maščobe, ali kako? Seveda, to so naravne maščobe. Ne, to ni nič kemije, samo postopek zbiranja olj in ekstrakcija je takšna, da se koncentrirajo ti pro-resolving, ti mediatorji, ne.
vnetja. Ne. Seveda malo potrebujemo tudi omega, DHA pa EPA za naše membrane, membrane celic, membrane možgan in tako dalje. Zakaj? Zaradi tega, ker morajo biti dovolj fluidne. Če membrane niso fluidne, rigidne, če je tam transmaščoba, pregreta maščoba, ne, imunski sistem ne deluje dobro in tudi informacija, vemo, da mora priti iz krvi, iz medceličnine v celico, tam lahko aktivira. In kadar niso dobro delujoči receptorji, ne, tudi to se ne zgodi, informacija ne more. Tako da omega-3 so izredno pomembne. Samo to bom še to sem že večkrat tudi tako hotela vprašati. Se pravi, jaz pojem zdaj ali tele, kar si ti jih napovedala, to šele prihaja sem, ali kaj? Ja, jaz mislim, da smo zdaj na dobri poti, da štesti. Aha. Ja. No, in jaz to pojem. To se pravi, a je to možno? Mislim, zdaj si govorila o tem, da se zna zgoditi tudi, da če jaz to pojem, mi še kljub samo ne bo pomagali zaradi ali kisline, ali... Ja, zdaj pa spet odvisno kaj, ne? Ker tako sprašujem, a veš, ker je, res bi se rada potrudila, da bi skozi današnji pogovor ljudje razumeli. Mislim, da bi tudi jaz razumela, ne? Še več oziroma še bolje. Kadar govorimo o prehranskih dopolnilih, je kvaliteta izrednega pomena in tu absolutno moramo dvigniti kvaliteto, ne? In tudi kaj je noter, kakšne so kapsule, nepotrebni filerji, dodatki, ki so nepotrebni, ki se dodaja, se poskušamo izogniti. Kakšna je osnovna surovina, ali je aktiven B-vitamin, včasih mora biti neaktiven, včasih mora biti aktiven, ali so določeni nutrienti dodani, da delujejo sinergijsko na nas, morajo biti prave koncentracije. Zdaj pri omega-3, ne, kadar mi jemo to maščobo, seveda se bo absorbiralo. Ne, tako kot recimo problem je pri proteinih, zato so aminokisline, ki so že razgrajene in gredo v bistvu, če so v kristalni obliki, gredo v 20 minutah se ti absorbirajo v črevesju, ne, in tudi ne delujejo vnetno. Tako da dodajanje nečesa takšnega ima nek smisel, ne, da zjutraj dobimo določene nutriente. Potem so še določeni vitamini, B-vitamini, B-kompleks, magnezij recimo je tudi takšen. Ne? To so nekako tudi ta podpora jeter. No, zdaj ne bova, mislim, samo to bi rada kljub vsemu omenila, da sem poštena. Ne? Ti se ukvarjaš tudi s tem, sestavlja si ene aminokisline, mislim, en dodatek, ki je fenomenalen, jaz ga uporabljam. Drugače pa verjetno se znajdemo zdaj v morju te ponudbe, in da ne bova zgledali, da se reklamiramo, ne? Ja. Pol, kaj lahko rečeš, znajdite se, ali kaj? Ne, zato sem rekla, kvaliteta je izredno pomembna in brati je treba. Ampak ne samo pri prehranskih dopolnilih, tudi v trgovini je potrebno brati mali tisk, videti, kaj je noter, če so dodatne. Seveda se moramo pa izobraziti, da vemo, kateri vitamini morajo biti, v kakšni obliki, ne. Verjemite mi, če kupite nekaj za 3-5 evrov, ne, to bo vprašanje, kako bo učinkovito, ne. Zelo težko, ne. Hkrati pa tudi, če je nekaj 100 evrov, tudi ni rečeno, da bo dobro. To je tako kot pri kozmetiki, ne. Bo lahko isti serum za isto sestavo spet beremo, ne, lahko 500 evrov ali bo pa 50, ne. Isto je to, ne, moramo vedeti v zadnjih marketing, ne, in vsa promoviranje, tudi kako, na kakšen način se prezentirajo, ne, da če mislimo, da nam bo ta prehransko dopolnilo vse rešilo, to, če kdo tako reklamira, absolutno ne bo vse rešilo. Lahko pa pomaga in vedno je prvo življenjski stil. Absolutno. To se pravi vse, kar smo povedala. Spanje, gibanje, prehrana, izogibanje toksinov in tako dobri odnosi, kako razmišljamo. To se pravi, znanje je moč, treba je brati. Absolutno znanje. Absolutno je znanje. Ti ga zelo deliš, se pravi, vsi lahko tebe spremljamo na spletni strani Vibrant Longevity, ne? In tudi na Facebooku in Instagramu. Zdaj te bom vprašala nekaj za konec, bistvenega. Kako namreč ti izgledaš res odlično, kakor vem, si zdrava, dvakrat sem do zdaj slišala, da te je nekaj zvil, ne? Ampak si vedno znala, si zelo dobro tudi si poskušala razumeti, zakaj te je zvil nazadnje,
zaradi stresa, zaradi preobremenjenosti. No? Ampak kako izgleda tvoj dan? Vem, da kako izgleda, kaj ješ, kaj piješ, kako ti. Tako, naprimer, a veš, mi se največ in najlažje razumemo, ko nam nekdo reče konkretno, se ni rečeno, da bomo mi isto delali, ampak sam vidimo, da se, naprimer, da. Ja, jaz sem v bistvu s časom se moj metabolizem zelo ravnala, je zelo fleksibilen. To pomeni, lahko uporabljam svoje maščobe, lahko uporabljam oglikove hidrate, krvni sladkor imam lepo uravnan, vnetje imam nizko. Ne? Zdaj, zjutraj jaz v bistvu vedno nekako zajtrk imam res malo kasneje. Ne? To se pravi, časovno omejeno. Ti se greš tega posta 16:8 ali kako? Ja, ampak ni tak 16:8, odvisno, včasih bo daljši, včasih bo krajši. Ja, se trudim. In tudi boljše je, da je malo bolj fleksibilno, ne, predvsem pri ženskah, ne, ker še imajo menstrualne cikle in tako dalje. Ampak ne, jaz vedno zjutraj spijem dovolj vode, včasih tudi kak ta korejski ginseng dam tudi v vodo, nato spijem ta napitek, s katerim sem jaz tudi delala doktorat, to se pravi kurkuma, limona, ingver za zmanjšanje vnetja, sedaj dodajam tudi aminokisline in potem imam napitek, recimo, ko dam malo kave, ghee maslo, MCT olje in tako naprej, za moje ketone, za možgane in vse to bo držalo zjutraj, mislim, čez skozi cel dan krvni sladkor. In kasneje bom seveda jedla, to bo verjetno nekaj zelenjave, proteinov in potem še bom imela večerjo. Poskušam se gibati zjutraj, grem na zrak svojo psičko, da takoj dobim telovadbo, jogo, jogo, telovadbo, ta metabolni trening, ta HIIT, ne, to se pravi 20 minut treninga, tudi 3-krat na teden. Zdaj moram še dodati po moje malo uteži zraven. To se pravi hitra hoja, tako malo tečeš, malo hodiš, ne. Ker pa kaj je, preveč delam, ne, preveč sem za računalnikom, tako da to moram malo uravnati, tako da sem si kupila tudi dvigeno mizo in tisto tekaško spodaj, tako da zdaj sem že malo bolj opremljena. Ker sedenje je resnično novo kajenje, ne? In to je moja slabotna točka, ker veliko delam in pišem. In ja, najdemo rešitve, ne? In zelo pomembno je, da gremo zjutraj v eno svetlobo, ker potem bo tudi spanec po noči bolj učinkovit. Kdaj greš pa ponavadi spat pa? Prepozno, ne. Prepozno poskušam nekako do 11, ampak včasih se je malo povleklo preveč in to se mi je poznalo. In v bistvu, ja, spanec je najbolj učinkovit po vseh študijah, tudi tisti, ki mislijo, da so nočne ptice pred polnočjo, ne. Tako da, ja. No, ti si sama sebi najboljša reklama, če za širjenje zdravih življenjskih navad sploh potrebujemo reklamo, to je nujnost, to je vrednota. In jaz se ti v imenu vseh teh let, kar sem se naučila od tebe in tudi vseh mnogih ljudi, ki si jim pomagala, zahvaljujem in želim, da nas boš še naprej učila in da nas boš še naprej razveselila s svojimi novimi znanji, ki jih nabiraš po svetu, svojimi, kako bi rekla, svojimi zvarki, ki jih delaš za nas. In hvala ti in hvala vam, da ste bili z nami. Mislim, da je skrbeti za svoje zdravje izjemno pomembno in ne pretvarjajmo se in ne odlagajmo te pomembne odgovornosti na kogarkoli drugega. Najprej smo sami odgovorni. Hvala za lepo pozornost. Hvala tebi.